Žujo. Tele maske me ubijajo. Pa še snemati ne morem. Že 2 meseca. Prav pogrešam. Se grem en krog po naselju pelati. Skratka, vse, kar sem hotel sporočiti, je to, da projekta Game Changer nismo ukinili. Z intervjuji bom nadaljeval takoj, ko bo mogoče. Pripravili smo in kup enih novosti, predvsem, kar se tiče varnosti cestnega prometa, tako da majčkeno bomo spremenili format. Seveda, če bojo te COVID ukrepi malo popustili in bo možno to našo zgodbo nadaljevati v avtu. Ob tej priliki bi se vam zahvalil rad za vso podporo, ki ste jo izkazali v letošnjem letu, ker ste spremljali 18 oddaj, mojim gostom, seveda za sodelovanje, pa odlični ekipi, ki je to vse skupaj izlagala. Vse dobro v novem letu, ostanite zdravi, upam, da se, ne vem, januarja, februarja vidimo, takoj, ko bo konc teh ukrepov. Zdaj pa še en tak kolaž asociacij teh 18 gostov v preteklem obdobju. Uživajte, fajn se majte. Čau. Ko vsega vprašam, veš par takih asociacij, igre asociacij. Kaj je tvoja asociacija na dovršen produkt? Nvidia, grafične kartice. iPhone, Resnica? Za mene je vrhunski izdelek zgolj Trust. Moj brivc. Coca-Cola. Kaj lahko rečem? iPhone. Tesla. Avto. Porsche 911. Burj Khalifa v Dubaju, to je en produkt tak, ki te zdrajva, da ga je človek naredil prvi. Vrhunski produkt me asociira na kvaliteten produkt. Neka kakovost. Ko delaš eno zadevo s strastjo, ko greš out of the box in ko si seveda 100% committed, se pravi predan temu, potem pride vrhunskost. Ko stranka reče, sicer so rekli za vas, da ste dobri, ampak mater ste dobri. Intenzivni tečaj za motoriste. Da koga kupac dobi v roke, da reče wow in da deluje. Misel, človeška misel. Kaj pa vrhunski marketing? To misel realizira. Lej, da je tvoj ime brand. Konkretno Red Bull. Narediti na ta način, da pač ljudje sploh ne bojo videli, da jih ti nadleguješ, ampak bojo oni verjeli, da pač je to stvar, ki oni želijo. Referral, priporočilo, povej prijatelju. Uporabniška izkušnja, kjer ti nimaš buyer remorsa. To, da te stranka prodaja, še predno si jo dal končno poročilo naprej svojim kolegom. Za mene je, rečemo, organski marketing. Dan Leonard, Seascape. Apple? Definitivno. Amazon. Jaz bi rekel še vedno Apple. Vrhunski marketing so pa posamezni biznis ljudje v Sloveniji, ki misliš, da so uspešni, pa ko gotoviš, da zadnji ni nič. Da nimam občutka, da mi je nekaj vseljeno. To me odbije. Dober produkt bo tudi dosegel dober marketing. To, kar se zgražamo, ampak ne moremo nehati gledati. V oči mi je padla reklama za te dva drugačni. Kaj pa je zate prva asociacija na zadovoljno stranko? Da priporoča potem naprej. Da nima nekih ugovorov v to, kar si ti naredil. Za mene je zadovoljna stranka tista, ki bo znala povedati, kaj je bilo vse narobe. Nasmešek na obrazu. Kaj happy? Kaj ti smajlija da? Nek nasmeh, nek užitek, ki jo vidiš v očeh. Zadovoljna stranka je tista, ki je s tabo. Ko ustraja s tabo. Ko se za tebe odločijo, kljub temu, da imaš višjo ceno kot konkurent. Repetitive clients, prav nekdo, ki pride nazaj. Zadovoljen prodajalec. Če me dobi v roke prodajalec, ki ljubi svoje izdelke in ki jih pozna in zanje živi, me prepriča. Tista stranka, ki dobi več, kot je pričakovala prednje prišla do tebe. Ko kupi izdelek, da ga ne slišam več, dokler ne naroči ponovno. Kaj pa ti je asociacija na dream business, sanjski posel? Lego dizajner. Da delaš tisto, kar hočeš, da delaš toliko, kolikor hočeš, potem je to itak zagotovljen uspeh. Ja, jaz mislim, da to, kar jaz delam, da je to kar to. Da je to. Na stara leta živeti ob morju, v bajtici, ribice loviti, vegan, in v bistvu uživati življenje. Imeti na računu toliko keša, da se ti ni treba z ničemer sekirati, živeti v nekih lepih krajih, obkrožen z vinogradi. Sanjski posel je, da se upiraš silam, ki te želijo pahniti v smrt. Moj dream business je, da delam nekaj, za kar ne rabim nobenega oglaševanja. To, kar delam, če ne bi delala tega. Tole, meni je dobro to. To početi. Ja, meni je to fino. Ta game changer mi huliš, to bi jaz počel. To, kar počnem zdaj, ampak da bi počel samo s svojim denarjem. Ne, to je moj dream business. Jaz tega trenutno ne bi zamenjal za nič. Jaz ga imam. Imaš?
super. Ja, res ga imam. Family business. Zaenkrat je po mojem to, ampak vem, da sem skoraj sigurna, da me bo peljalo še na zanimiva pota, ta life. Dream business, že to, da sem lahko, imam to priliko, da sem na jadrnicah velikih in da jadram. Mislim, da je sanjska služba tista, v kateri si ti srečen. Zdaj glede še za te, ki gledajo te intervjuje moje, en tak navdihujoči stavek povej. Vedno je treba vedeti, komu govoriš. Če veš, komu govoriš, lahko boljš staviš nek story in potem vse je odvisno od tega storytellinga. Jaz se ne bi predvsem nikoli oziral na to, kaj drugi mislijo o tebi. Če ti misliš, da je to, kar hočeš narediti ali pa kar imaš cilj narediti prav, go for it. Včasih so rekli, failure is not an option. Ne? V bistvu ne drži. V bistvu iz napake se največ naučiš. Večkrat boš v življenju zajebil stvari, boljš boš lahko uspel. Živ življenje tako, kot da je vsak dan ta zadnji dan. Jaz mislim, da to, da stvari ne jemlješ za samoumevne in da ves čas se učiš novih in da dvomiš o obstoječem stanju in sam sebe ves čas daš pod nek izziv. Ne se ustrašati, bodite drugačni. Če imate idejo, pejte in jo speljte. Ne se kregati, radi se imejte, kaj fajnega pojejte. Pa predvsem bodite hitri, pa pač trdo delite. Ne? Mislim, da bi vsak moral v sebi najti enega malega hekerja. Če bi našel kakšno stvar ali pa pomanjkljivost v eni ali aplikaciji ali sistemu, da bi ga tisti njegov inner hacker znal do tega, da bi recimo tudi kakšno tole ranljivost pol prijavil. Izkoristite vsako situacijo za to, da spoznavate sami sebe in edino tako boste lahko v vsaki spremembi, v vsakem game changeru lahko reodgrirali najboljše, kar lahko. Ja, jaz bi jih spodbudil, da z veseljem delajo, vas spodbujam, da z veseljem upravljate svojo službo. Bodi to, kar si, postajaj to, kar Bog pričakuje od tebe in razsvetljiv boš v svet. Pa tudi, če ne verjamete v Boga, pa lahko rečete kakšno drugo ime. Tako kot pri vseh stvareh v življenju, je tudi pri teh ali tvojih oddajah ali kakorkoli je treba poiskati, kaj hočeš z oddajo in ne koliko napak boš naredil, zato ker napake delamo vsi. In ne bo vsem gledalcem tvoje oddaje mogoče v naslednjih 18 epizodah. Point. Poiskati dobre stvari, ki si jih noter naredil, ker bojo mogli aktivno to pol delati, ampak predvsem se osredotočiti, zakaj nekdo nekaj počne in kaj hoče s tem povedati. Hvala, ti boljši lep mogo zaključiti. Sem zmagal, a ne da?